Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dobar dan. Vlada je na današnji 87. seji imenovala vodjo krovne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Poleg tega je imenovala tudi vodje in člane pogajalskih skupin za pogajanja po posameznih plačnih stebrih. Več o tem ministri Klemen Boštjančič, Franc Props in Valentina Prevolnik-Rupel. Izvolite, minister. Hvala, Petra. Torej, lepo pozdravljeni. Vlada me je danes imenovala za glavnega vladnega pogajalca v pogajanjih s sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema javnega sektorja. Imenovali smo tudi vodje stebrnih skupin. Stebr za zdravstvo in socialno varstvo bo vodil moj kolega, minister za javno upravo, magistr Franc Props. Vlada si želi, da se ta pogajanja nadaljujejo takoj, tako krovna kot stebrna. V okviru teh pogajanj se bomo pogovarjali o številnih odprtih vprašanjih o javnih uslužbencih, ne le o višini plač in razmerjih med posameznimi kategorijami, ampak tudi o normativih in učinkovitosti dela. Kot ves čas poudarjamo, bodo pogajanja tekla za vse uslužbence hkrati, da nobena stebrna plačna skupina ne bo postavljena pred drugo, torej ne bomo iskali parcialnih rešitev, ampak se bomo o vsem dogovarjali skupaj in transparentno, kar je še zlasti pomembno v tem času, ko se soočamo z zahtevami posameznih sindikatov. Naš cilj je, da najdemo oziroma pridemo do kompromisne rešitve ob razumevanju, da javnofinančni okvir ni neomejen in da si želimo ob tem preseči dojemanje pogajanj kot samo pogajanja o prejemkih. Želimo si iskrene razprave in pripravljenosti na dogovor, sta pa seveda za to potrebni dve strani. Najlepša hvala, minister. Sledi ministrica, izvolite. Najlepša hvala. Fides in vlada se aktivno in skoraj vsakodnevno pogajata o stavkovnih zahtevah, to so višje plače za del zdravnikov. Vladno pogajalsko skupino po sklepu vlade vodi Ministrstvo za javno upravo. Stavka Fidesa je seveda zakonita, dejstvo pa je, da za paciente ni dobra. Stavka omejuje dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev in še dodatno podaljšuje že tako dolge čakalne dobe. Na tem mestu bi se želela zahvaliti vsem tistim zdravnikom, ki kljub Fidesovem vztrajanju pri velikem in takojšnjem dvigu plač ter vztrajanju pri stavki požrtvovalno in odlično opravljajo svoje delo. Glede na to, da pogajanja potekajo aktivno in vsakodnevno, si želim in pozivam Fides, da stavko vsaj zamrzne in da se pogajanja aktivno nadaljujejo v dobro pacientov in v dobro javnega zdravstvenega sistema. Na Ministrstvu za zdravje smo z ekipo prišli za to, da pripravimo in vpeljemo ukrepe, ki bi pacientom zagotovili boljšo dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev. Stavka naše ekipe ni ustavila in s pripravo ukrepov, ki smo se jih zastavili, nadaljujemo. Skrbi me, da bi lahko stavka po drugi strani zamaknila sprejetje in vpeljavo teh ukrepov, saj je za njihovo vpeljavo potrebno sodelovanje vseh deležnikov v zdravstvenem sistemu, tudi zdravnikov. Vlada bo naredila vse, da pogajanja čim prej zaključimo in da bi pacienti stavko čim manj občutili. Hvala. Najlepša hvala, ministrica. In še minister Props, izvolite. Hvala lepa. Kot je bilo že povedano, je danes imenovana krovna pogajalska skupina, katere namen je seveda v bistvu usklajevati delo na skozi centralna pogajanja in usmeritve na krovni skupini, tudi stebrnim skupinam in pa tudi koordinacija znotraj teh stebrnih skupin. Jaz sem prepričan, da potem, ko bomo ta izhodišča znotraj krovne skupine dogovorili, da bomo lahko tudi relativno hitro in uspešno nadaljevali potem na stebrnih pogajanjih. Želel bi v zvezi z stavkovnimi aktivnostmi, ki zdaj potekajo pri Fidesu, povedati tudi to, da je 170 000 javnih uslužbencev pristalo na to, da
se zamakne realizacija dogovorjenih sporazumov iz 1.1.2024 na 1.1.2025 zaradi okoliščin, v katerih smo bili sredi avgusta lanskega leta, razen Fidesa, ki pa vztraja in tega datuma ne želi premakniti, če ne dobi za to ustrezne finančne odmene, kar je pa za vladno stran nesprejemljivo. Najlepša hvala. Sledijo novinarska vprašanja. Najprej tukaj. Izvolite. Imate kakšno vprašanje? Izvolite. Prosim, da se predstavite do mikrofona. Žiga Bonča, Pop TV. Mene pa zanima komentar ministra za finance glede stavbe na Litijski in ministrstva za pravosodje. Se pravi, kako komentirate ta posel, kakšen se vam zdi z vidika potrošnje javnega denarja? Zdaj, vrsta podrobnosti glede tega posla še ni znana, vrsta pa je. Danes je predsednik vlade zahteval od ministrstva za pravosodje natančna pojasnila. Tudi ministrstvo za finance je danes po tem, ko smo zahtevali določena pojasnila pred, mislim, da kakšnim tednom oziroma že nekaj več kot tednom, danes zahtevalo dodatna pojasnila, tako da verjamem, da se bodo stvari v naslednjih dneh razčistile. Treba pa je seveda odgovoriti vsaj na dve vprašanji, torej ali je bil ta nakup res ekonomičen in na drugi strani ali so bili postopki, ki so se vodili, ustrezni, na eni strani taki, kot jih predvideva zakonodaja. Na drugi strani pa verjamem, da, tako sem rekel, tudi nekatere ugotovitve do zdaj to kažejo, da očitno obstoječi postopki ali pa zakonodaja verjetno ni najbolj optimalna, tako da verjamem, da bo to v naslednjem koraku, potem, ko bomo razčistili, kako je dejansko celoten okvir tega posla, se zna zgoditi, ali pa skoraj sigurno bomo tudi v okviru sistemskih sprememb naslovili tiste stvari, ki in če se bodo ugotovili, da so v tem postopku šle neustrezno. Naprej. Izvolite. Rok Šuligoj, TV Slovenija. Jaz imam pa za ministrico vprašanje, in sicer prej ste omenili, da so nekateri ukrepi pripravljeni, pa me zanima, če ste lahko bolj specifični, kateri točno in kakšni. Na Ministrstvu za zdravje pripravljamo trenutno celovite ukrepe v okviru uredbe za leto 2024, kot tudi precej zakonodaje. Ko bom predstavljala uredbo, ki je sedaj še v postopku priprave in jo usklajujejo med deležniki, mislim, da bomo morali sklicati kar posebno tiskovno konferenco in takrat bi rada v detajle, ne bi pa preden niso ukrepi pač bi rekla, dogovorjeni v celoti s stroko, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, NIJZ in ostalimi deležniki. Naprej. Ni več vprašanj? Še kdo na spletu? Ja. Elena Pečarič je dvignila roko. Kaj more? Prosim vas, da si gospa Pečarič, morate mikrofon prižgati. Asistentka pomaga? Evo, zdaj vas bomo očitno slišali. Hvala gospodu Boštjančiču. Je namenjeno moje vprašanje in mogoče je malo nedostojno, ampak kljub vsemu bom izkoristila to priložnost. Gospod Boštjančič, midva sva se že na to temo velikokrat srečala za osebno asistenco. Dejansko nam teče voda v grlo in lepo vas prosim, z gospodom Mistrem in gospodom Golobom se želimo čim prej sestati. Res, predno tudi mi potegnemo radikalne poteze. Zdaj je še čas, da ne bo prepozno. Hvala.
Okay, zdaj, sicer čist konkretnega vprašanja, ampak razumel sem v bistvu bolj kot na nek način poziv. Ja, seveda sem seznanjen z problematiko osebne asistence, z vprašanje, kdo je upravičen do tega, pravil, ki na tem področju veljajo, kot seveda gospa Pečarič, veste, je kolega gospod Mesec, sicer je to v pristojnosti njega, seveda pa na drugi strani tudi jaz ali pa Ministrstvo za finance je to eno za nas zelo pomembno vprašanje zaradi večjih vidikov. Tako da pravzaprav to, kar ste rekla, da se stvari če sem prav razumel, v zadnjih mesecih niso premaknile na bolje, me žalosti. Nisem seznanjen z detajli, kaj se je dogajalo zadnje mesece, tako da kar vam lahko obljubim je, da se bomo v najkrajšem času pozanimal, kje je danes oziroma kje sploh ste ostali z ministrstvom in če bo potrebno, nobene težave imamo lahko tudi skupen sestanek, tako kot smo ga enkrat že imeli. Ne slišimo, ne? Da bo po potrebi tudi preveril, kje je in uredil dodatne sestanke. Zdaj pa je... A lahko uredi, da se sliša? Ja, ne vem, mora njena asistentka pritisniti, da jo slišimo. Pečarič mora nekdo pritisniti vklop mikrofona. Asistentka, sicer pa se lahko tudi pisno obrnete in vam bomo zagotovili odgovor, kot smo ga vam že enkrat. Se je pa še Gašper Blažič, ki da ne more dvigniti roke, priglasil k besedi, zato jo bo zdaj dobil, gre za tednik Demokracijo. Izvolite. Lep pozdrav, se slišimo? Se slišimo? Se. Ok, hvala lepa. Gašper Blažič iz tednika Demokracija. To bi postavil kar vprašanje gospe Prevolnik Rupel in sicer zakaj se ne udeležuje pogajanja s Fidesom ali je v tem primeru njena udeležba nepotrebna, če je prevzel vso odgovornost za plačni sistem minister za javno upravo Franc Props. Hvala lepa. Torej, hvala za vprašanje. Pogajalsko skupino na strani vlade po sklepu vlade vodi Ministrstvo za javno upravo in sama nimam mandata za pogajanja, zato se tudi pogajanj ne udeležujem.